pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Gre za skupni projekt Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovenske tiskovne agencije, v okviru katerega bomo v video pogovorih s profesorji in raziskovalci Ekonomske fakultete naslovili različna ekonomska vprašanja in družbena vprašanja, na katere lahko ekonomija ponudi odgovore in rešitve. Danes je z nami profesor Aljoša Valentinčič. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Začniva z najbolj aktualno temo. Prejšnji teden se je začel vpis obveznic za državljane. Kako bodo po vašem mnenju vplivale na razvoj slovenskega kapitalskega trga? Jaz upam, da bo to eden od pomembnih korakov za naprej. Namreč ugotavljamo, da je interes varčevalcev Slovenije za nekatere klasične finančne inštrumente relativno omejen, da imamo teh naložb premalo in zaradi tega trpi blaginja vseh nas posameznikov, podjetij in tudi države kot take. Zdaj, ker so posamezniki pri obveznicah morali te stvari majčkeno bolj naštudirati, upamo, da se bo to znanje usidralo in da bo potem lažje nastopali na trgu kapitala oziroma drugih finančnih trgih. Zdi se, da je interes predvsem med starejšimi vlagatelji. Menite, da bi morala država pri promociji tako imenovanih ljudskih obveznic storiti več? To sta zdaj dva ločena problema. Torej, kar se tiče skupine varčevalcev, ekonomsko normalno je, da ko pridejo ljudje v ta leta, imajo šele prihranke na voljo za investiranje. Dobro, seveda boljše je prej, ampak starejše, ko gremo gor po lestvici, več prihrankov domnevno imajo ljudje in potem lažje tudi investirajo. Tako da to, da se je zdaj ta skupina odzvala, ni posebej presenetljivo. To je tudi skupina, ki ima verjetno dovolj finančnega znanja, dovolj spretnosti, da se podučijo o teh naložbah in ve, kakšne so posledice neinvestiranja. In tukaj ta del me ne preseneča. Ali bi lahko država kaj več naredila ali ne, mislim, zmeraj bi lahko malo prej začela, bi bilo boljše, sigurno, ampak glede na vse inštrumente, ki jih imajo že odprej ljudje na voljo, mislim, da tukaj posebne škode ni bilo narejene, oziroma sploh je ni bilo. Segment, ki manjka, mogoče je ta segment mladih, ampak segment mladih deluje drugače in jaz upam, da tudi iz te izdaje se bo država naučila majčkeno demografskih lastnosti teh ljudi, ki pristopajo ali pa ne pristopajo k temu varčevanju in potem v prihodnje boljše planirala. Pri mladih je seveda so komunikacijski kanali drugačni, to je treba vedeti in tudi sam postopek, kako imajo v mislih nakupa nekih finančnih inštrumentov, ni tak klasičen, zdaj odpreti trgovalni račun, pa potem papirje podpisovati ni. Iz aplikacij drugih poznamo, kako mladi razmišljajo in potem verjetno bo treba tak pristop enkrat v prihodnje obrati. Bi bilo sicer v tem primeru po vašem mnenju morda bolj smiselno lestvico, do katere donos ni obdavčen, postaviti više? Ja, ampak ne samo v tem primeru ljudskih obveznic, tudi drugje. Segment varčevanja, ki manjka v Sloveniji, je celoten spekter od obveznic do vzajemnih skladov in delnic. In vse te oblike bi mi želeli, da bi se ljudje bolj posluževali in v tem primeru bo treba to enotno davčno urediti in jaz sem prepričan, da bi bilo seveda koristno, če bi se ta limit za obdavčitev obresti oziroma potem tudi, če bi enakopravne dividende obravnavali, povečal. Ko pa gre za donos, je v javnosti slišati kar nekaj ocen, da je ta dokaj nizek, 3,4%. Kaj menite vi? Donos 3,4 za take sorte finančni inštrument, za take sorte izdajatelja z tako varnostjo ni nizek. Zdaj, v javnosti se predvsem pojavljajo dileme glede depozitov oziroma vlog na vpogled pri nekaterih neobankah, kjer je donos višji. Zdaj moram reči, da niso vse te ponudbe depoziti, klasični depoziti, ampak grejo včasih za strukturirane inštrumente, tako da je tudi vprašanje obdavčitve tukaj. Ampak 3,4, kot pravim, v tem segmentu investicij ni nizka stvar. Primerjamo to lahko z situacijo, kako bi bilo, če bi varčevalec kupil obveznico Republike Slovenije, recimo, v nekem trenutku kakšno drugo obveznico, tam je donos v tem trenutku približno 2,9%. Tako da je tukaj vsaj ene pol odstotne točke te razlike, ki jo država verjetno zavestno daja varčevalcem, zato da bi jih pritegnila na ta trg. Sicer pa se bliža 2. april, datum, do katerega morajo podjetja objaviti letna poročila o poslovanju. To je tudi eno od področij vašega akademskega dela. Zato me zanima glede strukturiranosti poročil, ali bi bilo po vašem mnenju poročanje poslovnih rezultatov lahko boljše?
Torej, razvoj finančnega poročanja je šel v smer pred nekaj leti v glavnem v izboljševanje spreminjanje računovodskih standardov. Zdaj v zadnjih nekaj letih gre pa v spreminjanje tega drugega dela, to se pravi v poslovni del. Tudi pod vplivom deležniške, okoljske in družbene odgovornosti podjetij, tako imenovani ESG, kjer bo zahtevalo to dodatni obseg poročanja. Težava je nastala v tem, ker je že nekaj let imamo to na mizi, obseg letnih poročil je blazno narastel in zato je tudi britanski regulator že pred leti prav opozoril, da postajajo poročila neobvladljiva. Tako da prostor za komunikacijsko izboljšanje verjetno bo, ker ljudje ne moremo več prebrati toliko strani, kot jih je v teh letnih poročilih. Tisto, kar mene mogoče malo bolj skrbi tukaj, je to, da z obsegom letnih poročil ni videti, da bi se potem korist za investitorje povečevala. In zato pravim, da je potencial za izboljšanje tukaj verjetno prisoten. Kako bo šel, bomo videli tudi v kontekstu umetne inteligence oziroma orodij, ki nam omogoča, da povzemamo stvari na smislen način in bomo videli, v katero smer bo to šlo naprej v prihodnjih nekaj letih. No in ko smo pri orodjih, raziskave na to temo potekajo tudi v Vedenskem laboratoriju na Ekonomski fakulteti. Nam ga lahko na kratko predstavite, za kakšno orodje gre v tem primeru? Ja, klasični ekonomisti imamo radi oziroma opisujemo svet okrog nas z modeli, formulami, logičnim sklepanjem, predpostavljamo racionalnost ljudi, da se znajo v vsakem trenutku odločiti optimalno za njihove potrebe. V realnosti vemo, da ni tako. Ljudje nimajo časa, ljudje so kdaj pod stresom, ljudje imajo nekatere kognitivne omejitve, ki jim onemogočajo, da sprocesirajo veliko število informacij, recimo, in v Vedenskem laboratoriju skušamo te naše klasična razmišljanja dopolniti z temi vedenskimi pogledi. Zdaj, konkretno, kaj delamo mi? Trenutno imamo 2 eksperimenta na mizi, oba se nanašata prav na to, kar sem prej govorila o razumevanju letnih poročil. Namreč preverjamo, ali ljudje, kadar dobijo bilance pred sabo, vidijo tisto, kar bi mi kot recimo producenti teh poročil želeli, da uporabniki vidijo. In kot pravim, ker je to gmota informacij, ni avtomatsko jasno, da bodo naprej ljudje vse videli tisto, kar mi želimo, da vidijo. Tako da je to nauk, ki ga bo potem tudi za razvoj naprej, recimo za način prikazovanja teh bilanc v letnem poročilu, si obetamo neke koristi. Kako je tako raziskovanje videti v praksi? Gre tukaj torej za meritve biometričnih lastnosti? Ja, tako. Merimo različne stvari, ampak v glavnem stvari so vezane na fizične parametre, recimo od tega, kako hitro se možgani odzovajo na nek držljaj z EEG napravami, do tega, kateri kos besedila ali pa številk ljudje vidijo z sledilnikom pogleda, eye trackerjem. Tudi recimo tega Ekonomska fakulteta sicer nima, ampak je možen pristop z funkcionalno magnetno resonanco, kjer se vidi, kateri del možganov je vpleten v katero razmišljanje, ker tudi tukaj nastajajo vprašanja, zdaj ljudje uporabljajo kjer je kos možganov pri katerih odločitvah in ali je to konsistentno s tem, kar potem vidimo v teoriji ali pa tudi v praksi potem. In tudi različne druge elemente imamo, kot recimo fizično tudi, kako se ljudje odzovejo, da so pod stresom. Imamo merilnike, to je tisto, kar vidite v TV serijah Detektor laži, ker seveda se napnejo mišice in se človek prevodnost kože spremeni. Tako da to so naprave, ki jih imamo. Potem, kar se tiče stresov, so tudi recimo čisto fizični stres. Imamo merilnike srčnega utripa, 24-urne merilnike srčnega utripa, tako da vemo, kaj je človek v normalnem stanju doma, kaj je v miru, po noč, ki spi, pa potem, ko se sooča z nekimi ekonomskimi problemi, kakšen stres mu to povzroča ali pa ji povzroča. Je ta orodja, ta laboratorij mogoče uporabiti torej tudi na drugih področjih raziskav? Ja, mi črpamo v glavnem veliko je črpano iz drugih ved, seveda, ker ekonomija je bila, preden so ta orodja nastala in potem se zdaj mi iz drugih ved učimo in skušamo te stvari aplicirati. Zdaj, ni to nekaj posebej novega, to je že nekaj let ali pa desetletij v praksi, ampak zdaj, ko imamo stvari na kupu, mislimo, da bomo tudi mi lažje, boljše in tudi na bolj zanimiv način študentom pokazali, kaj vse je pri ekonomskih odločitvah treba vzeti v ozir. Najlepša hvala za ta nadvse zanimiv pogovor.
Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, spremljajte nas še naprej.